Še sonce posijalo. Danes jutraj smo slišali, da Božja beseda je kakor dvorezen meč, da gre v globine srca. Včasih sem videl, kako malo se zavedal, kakšno močno Božja beseda. Odločili smo si, da bomo brali s knjigi Modrosti, da vidim čas branja, uro 20 minut, uro pol. Malo še voda, program na koncu, kaj sploh je to knjiga Modrosti. Tako da mislim, da bi morali, ravno fajn, da se morali izteči, potem bi končali prenašo. Tako pravi, da knjiga je nekoč dobila ime Salomonova modrost, ker poglavja od 7. do 9. poglavja govori o kralju, ki ga je judovsko izročilo vreme zakonitega modreca. Umetniška zgradba naj bi s prisvajanjem knjige splošno znanem opisu Salomonu prikrila, da gre za razmeroma mlado modrost. V resnici je knjiga aleksandrijskega judovstva in je res sestavil neznani avtor. Čas njenega nastanka ni znan. Nekatera znanja kažejo, da ne smemo popisovati nastanka pred letom 50 pred Kristusom, pa tudi ne po letu 30 po Kristusu. Ravno v tem času na prehodu je nekaj napisano. Če primerjamo knjigo Modrosti z deli Filona Aleksandrijskega, opazimo, da sta oba pisma živela približno v istem času. Po prvem branju knjige, po prvem branju razkrila Modrosti preseneti z raznolikost sloga in vsebine. Ta raznolikost je narekovala iskanje različnih piscev. Kljub temu danes prevladuje priznavanje enega samega pisca. Knjiga je bila res pisana po delu in v časovnih raznikih, a kljub temu razgrinja eno kulturo in enega pisca. Misel naj podpreta dokaza nasprotje in primerjavo. Nesmrtno življenje pravičnih se postavlja nasproti brezplodnemu življenju krivičnih in brezplodno življenje prepostnih nasproti plodnosti brez usoda izverecov nasproti usodi veličanja. In postopno zeleni misli pisec Tipaje sledi svojim misli. Tako se na primer loti vprašanja smrti že na samem začetku, potem pa ga še nekajkrat od tega. Pisec se nekako poigrava s to tematiko. Zdaj ima v misli fizično smrt, potem duhovno ali pa kako voljo. Sicer pa z oblikovnega vidika opažamo vse skozi prisotno skrb za izbrano veselje in govornične figure. Tako mogoče še 2 besede o zgradbi. Razdelimo na 3 dele. Prvi del je človekova usoda, ki je v Božjih rokah, potem je hvalnica modrosti, drugi del, potem smo tudi danes zbrali pri Maši, potem pa razmislek o izhodu iz Egipta. Knjiga Modrosti je judovski spis, ki skuša zdaj utrjevati judovsko vernost, zdaj to vernost napraviti sodobno in privlačno. Zato ni čudno, če se nekatere njene misli najdejo v Novi zavezi, na primer v pismu Ljubljano, Kološanu, Hebrejcem. Tudi cerkveni očetje jo pogosto navajajo. Knjiga Modrosti prinaša 2 novi spoznanji o modrosti in svetopisenskem slovstvu. Duša je neumrljiva in posebljenje modrosti. Tako da nekratko ta besed, spohvemo, kaj beremo, o čem beremo. Tako, zato vas povabim, da če v trenutku tišine, da se umirimo in pripravimo na Božjo besedo. Vodi se dominikano, da svetujem, da beremo počasi. Knjiga Modrosti je zelo sproščena. Ni to ena zgodba, kjer vsaka beseda ima res svojo težo, svojo moč. Izbom prebral prvo poglavje, potem pa bomo šli vsakemu poglavje. Ker poglavje niso točno vezane na naslove, bomo brali to pod naslovom, ki je najbližje začetku poglavja. Tako pa začnimo s križem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prvo poglavje ima naslov Človekova usoda v Božjih očeh, oziroma podpoglavje povabilo k iskrenemu iskanju Boga. Ljubite pravičnost, vi, ki vladate svetu, dobro mislite o Gospodu.
Iščite ga s preprostostjo srca. Zakaj on se da najti takim, ki ga ne preizkušajo? Razodeva se takim, ki vam zaupajo. Predkano umovanje namreč ločuje od Boga. Preizkušanje njegove moči se neumni maščuje. Modrost ne bo stopila v dušo, ki se nje hudobijo. Ne bo prebivala v telesu, ki ga je zaslužil greh. Sveti Duh vzgoje bo namreč bežal pred zvijačnostjo. Umaknil se bo nespametnemu umovanju in prizadeval ga bo, če bo nastopila krivičnost. Modrost je duh, ki človeka ljubi. Toda bogokletnika ne bo oprostila krivde za njegove besede. Bog je namreč priča njegovim skrivnim mislim, resničen opazovalec njegovega srca in poslušalec jezika. Da, Gospodov duh prežema v svet in ker povezuje vse stvarstvo, ujame vsak glas. Zato se nihče, ki izreče krivično besedo, ne bo mogel skriti in kaznovalna pravičnost ga ne bo preskočila. Proti brezbožnikovemu snovanju bo namreč upeljana preiskava, saj bo odmev njegovih besed segel prav do Gospoda, da se kaznujejo njegova nepostavna dejanja. Zakaj ljubosumno uho posluša prav vse in potuhnjeno godrnjanje mu ne uide? Varni se torej Jahovega godrnjanja. Ogibajte se hudobini svojega jezika, ker celo pritajeno šepetanje ne bo ostalo brez posledic, ker bodo lažniva usta ubila dušo. Nikar ne silite v smrt svojim blodnim življenjem. Ne nakopavajte si pogubljenja z dejanjem svojih rok. Bog ni naredil smrti, on se ne veseli propada živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje. Tudi rodilnost biti na svetu skrbi za njihovo